Lepo pozdravljena, gospod Anton Kisovar, ustanovitelj in direktor podjetja Tehnos iz Žalca in sin, gospod Urban Kisovar, ki v podjetju vodite predrazvoj in naložbe. Lepo pozdravljena, hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu sodelovati v našem podcastu Poslovni nasveti. Za uvod naj povem, da je podjetje vaše letos prejelo nagrado Izvoznik leta. In če kdaj, potem bodo vaši nasveti in izkušnje, še posebej v teh razmerah, ko pravzaprav tudi nenazadnje slovensko gospodarstvo preveva že kriza, ki je prišla iz evropskega trga. Torej, ta pogovor mislim, da bo kar zanimiv za naše poslušalce in gledalce. Strokovno komisijo ste navdušili, ker ste s inovativnim izdelkom, ki ga prodajate pod svojo blagovno znamko, ste se prebili med 10 največjih evropskih proizvajalcev. Najprej iskrene čestitke za to nagrado, h kateri se bomo vrnili seveda še nekoliko kasneje. Gospod Anton, morda za uvod najprej nekaj besed o vašem podjetju. S čim se ukvarjate, koliko zaposlenih imate, na koliko trgih delujete? Nekaj se bomo v bistvu še kasneje k temu vrnili, ampak samo za začetek, da predstavite podjetje v nekaj besedah. Glavna dejavnost nam je proizvodnja kmetijske mehanizacije in ostalih drugih kovinskih strojev. Se pravi, imamo lastni program, pa imamo še delno zmerom naročniški program. Poleg proizvodnje kmetijskih strojev smo tudi vezani še zmerom na del na karavaning industrijo, kar izhaja iz avtomobilske branže, in še en del bele tehnike, kar je pa naša stara branža. Imamo 131 ljudi, naredimo okrog 30 milijonov evrov realizacije, imamo 18.424 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov in naredimo preko 90% izvoza. No, ko smo se pripravljali na tale naš pogovor, ste mi zaupali, da so bili vaši začetki seveda povsem drugačni. Menda ste začeli torej leta 1983 z malo obrtno delavnico v garaži manjše hiše. Kakšni so vaši spomini na te prve začetke? Lepi. Skrbel sem sam za sebe, delal sem na kmetiji delno, to je bilo še dejansko ob službi, popoldanska obrt je bila takrat. In da smo pač lažje živeli, sem pač več delal. Takrat v začetka sem rastel zelo počasi smo rasli, zaradi tega, ker treba se bilo naučiti, kako se posluje, treba se bilo zavedati, da je treba plačati material, da je treba plačati elektriko, vse ostalo, in tisti začetki so bili zelo počasni. Potem smo presegli prostore, smo imeli premalo prostorov, smo dejansko šli v nakup podjetja v stečaju, kjer smo imeli to srečo, da je dejansko bil stečajnik en zelo pošten človek, ki je želel, da se ta dejavnost naprej razvija in ponovno zažene. In to je bila ena taka velika prelomnica. Torej, to je bila ena od prelomnic, morda še kakšna v poslovanju vašega podjetja, ko ste rasli, se širili, razvijali tudi razvojni program. Kateri so bili tisti ključni momenti, ko so bili, bom rekel, glavni za to, da ste danes tam, kjer ste? In s kakšnimi izzivi ste se srečevali? Se pravi, ko smo začeli rasti, smo bili prišli prvič na prelomnico, kaj narediti z obrtjo, kaj narediti s podjetjem. Podjetje smo ustanovili 1989 zaradi tega, ker smo pač zaradi samega izvoza. In takrat smo se odločili, da pač ne bomo sedeli na dveh stolih, in smo se odločili zapreti obrt, pa ostati samo s podjetjem. Se pravi, v tistih letih 90 je bil izvoz še tako težko dosegljiv v naših glavih. Prvič smo se ga bali, drugič smo bili prepričani, da je na zahodu, da so zahodnjaki bistveno bolj sposobni, kot smo mi, bili smo še skromni, pa bojazljivi. V tistih letih, ko smo ustvarili prvič 500.000 mark izvoza, smo dobili nek zagon, in to je bilo v letu 1994, kjer smo rabili večje halo, hoteli smo kupiti halo, ampak smo pol stečajnika dejansko kupili celotno preostali del podjetja in dobili kar naenkrat 3700 kvadratov poslovnih prostorov.
Potem smo normalno začeli iskati, kaj bomo vse tukaj noter delali, kje bomo dobili ljudi. Poklicali smo nazaj bivše zaposlene podjetja v stečaju, povzeli smo del programa nazaj, ko se ga je tudi prejšnje podjetje delalo in si začeti postavljati trg. Druga prelomnica je mogoče bila v letih 2000, kjer se je vedelo, da samo kooperacijski posli nam ne bojo delali veliko dodano vrednost. In potem ste šli v lasten razvoj in... Se pravi, s tem, ko smo spoznali, da dejansko ne bomo mogli živeti samo od kooperacijskega dela, da bo dodano vrednost pa težko povečati, smo šli ponovno v razvoj že obstoječih programov in začeli smo se pripravljati na vstop na globalnega trga. Prvi je bil razvoj, potem je bilo testiranje. V letih 2006 smo pripravili zelo veliko patentov na to temo, kjer smo se zaščitili. Pa smo še pa dejansko 3 leta še dodatno testirali. Se pravi, da smo prišli nekje do leta 2009, kjer smo pa že bili pripravljeni za večji vstop na zunanje trge. No, v zadnjih 5 letih ste prihodke sedaj podvojili. Kot ste že prej rekli, 131 zaposlenih in dodana vrednost na zaposlenega je lani znašala več kot 95.000 evrov, kar je skoraj 2-kratnik slovenskega povprečja. Kako ste dosegli takšno rast prihodkov, predvsem dodane vrednosti na zaposlenega in kakšno vlogo pri tem igrajo inovacije, novitete, o tem ste zelo močni in o tem bomo seveda še nekaj spregovorili kasneje. Dodana vrednost je en parameter, za katerega vsi tekmujemo, vsi se borimo. In vem, da smo začeli za nekih 8.000 mark dodane vrednosti. Vem, da smo se počasi dvigali, da smo prišli na 10, 15, 18.000 mark dodane vrednosti, potem so prišli evri. Se pravi, to je pač parameter, s katerim se vsak v podjetništvu spogleduje, ki se nekako primerja med sabo. Se pravi, podjetništvo je tekmovalnost, je steza, po formuli 1 je čas, tukaj imamo pa teh par parametrov, s katerimi se vsi tekmujemo. Dodana vrednost doseči je dolgi postopek. Se pravi, prvič veliko vlagati v inovacije, veliko vlagati v sodobne tehnologije, veliko vlagati v ljudi, da se tudi za tem novo tehnologijo razvijajo tudi ljudje, ker lastni kader je najboljši kader. Potem pa tudi novitete, patenti, kar je sestavni del vsega globalnega trga. No, gospod Urban, v opisu nagrade je komisija zapisala, da kupce prepričate z tehnološko naprednostjo strojev in seveda tudi konkurenčnimi cenami. Prvi v Evropi ste na primer predstavili električni mulčar, ki ima elektromotor vgrajen v rotor mulčarja. Kaj to v praksi pravzaprav pomeni, če predstavite, kaj pravzaprav mulčar je, za tiste, ki tega ne poznajo? Ja, mulčar je kmetijski v bistvu priključek, ki se priključi na traktor, in rotor je srce mulčarja, ki v bistvu skladivi, ki so namontirani na rotorju, v bistvu darja po ostankih pridelka, torej prijemo mi na vrsto potem, ko se koruza na primer požanje in s tem zmanjšamo velikost, uničimo preostanek pridelka in pospešimo organsko presnovo na polju. In zdaj, kaj smo mi predstavili s to inovacijo, je, da smo v bistvu odstranili ogromno komponent, ki so značilne za tradicionalen klasičen mulčar, to je od jermenskega prenosa do kardana, do multiplikatorja in smo v bistvu sam elektromotor vstavili v rotor. Ker pa ta elektromotor nismo mogli kupiti off the shelf na trgu, to ne obstaja, smo se ga lotili sami, in to je zdaj v bistvu dolgo časa bil skrivnosten top secret projekt, dokler nismo prišli do te faze, da smo lahko to rešitev patentirali, ampak to je v bistvu še vedno predrazvojna faza. Smo v fazi testiranja 3. prototipa, še vedno se to pripravljamo na prihodnost, ko bo prišlo do masovne elektrifikacije kmetijstva. Zdaj vsi proizvajalci od traktorjev do priključkov, kot smo mi, predstavljamo neke svoje ideje, rešitve, ampak to še pride.
Kakšno prednost pravzaprav prinaša ta inovacija, ki ste jo vi uvedli in jo seveda še testirate in tako naprej, vizavi ostalih konkurenčnih proizvodov, ki so na trgu, pa tega nimajo še? Mislim, jaz sem sam strojnik in pač da jaz se neke stvari lotim ali pa da nekaj naredimo, jaz moram imeti smisel v tem, ne, in iti z elektrifikacijo samo zato, da nekaj daš elektromotor gor, nima smisla, ne. In zdaj, kaj so drugi naredili, je, da so ohranili ta jermenski prenos, pa namesto multiplikatorja in kardana uporabljali elektromotor in tam izkoristek je kvečem še slabši, ni boljši kot v te naše rešitvi, ker smo pa mi še dodatno jermenski prenos odstranili, smo v bistvu izkoristek izboljšali, povečali, zmanjšali samo vzdrževanje, zmanjšali neka tekoča olja, ki se v bistvu noter nahajajo v multiplikatorjih in vseh ostalih komponentah. Smo v bistvu odstranili kar nekaj komponent, hkrati pa je en moj sodelavec dobro rekel, ne, da smo odprli vrata v nek prostor, ne. Mi nismo naredili s tem našim inovacijo zdaj neki boom, mi smo samo vrata odprli. Zdaj, kaj bo inovacija prinesla, še pa pride, ker v bistvu, ko ne bo več prisotna kardanska gred na mulčerju, bo v bistvu vse karte bojo na novo premešane. Mulčer čez 5 let bo izgledal verjetno čisto drugače, kot izgleda danes. In biti prvi na trgu z nečim takim je zagotovo velika prednost, ne? Ja, pač patenti, inovacije, to je zmeraj tak. Je pa ni dobro, ne, marsikdaj kako stvar nočeš patentirati, ker jo v bistvu lažje zaščitiš oziroma skriješ, ne, je vedno to neka dvosmerna cesta, ne. S tem, ko ti patentiraš neko rešitev, jo tudi razkriješ. Tu smo se odločili za patent predvsem zaradi tega, ker tu so glavni naši kitajski konkurenti in tu so oni doma, bolj kot mi v Evropi. In to je samo neka garancija, da nam ta pot bo omogočena čez nekaj let, ko pridemo do masovne uporabe. No, inovacije so dejansko v srcu, bi rekel, tudi vašega delovanja, ne. Gospod Anton je nekje rekel, ne, pri nas so dovoljene tudi sanje. Brez sanjačev, a tudi realistov ni inovacij. Kako se pri vas v podjetju lotevate inovacij? Koliko vlagate v ta razvoj? Ja, mislim, pri samem razvoju imamo dvojne, ne. Jaz sem del predrazvoja, mi smo popolni sanjači, potem imamo še pa bolj realen razvoj, to je pa tista ekipa, ki pa pol neko stvar dejansko utelesi, ne. Ampak inovacije so od samih izdelkov tudi do procesa, kako se kaj izdeluje, kako bi lahko kak postopek pocenili, ampak glavno merilo pa je, da pač tisti, ki razvija, inženir, razume celoten postopek tehnologije izdelave, da je stvar smiselno sploh možno konkurenčno izdelati, kar je v bistvu glavni cilj, pa da razume tudi uporabnika na drugi strani in razume, kako sploh naš stroj se v praksi uporablja. No, v vašem sloganu, ne, imate zapisane ključne usmeritve vašega delovanja, ki sestavljajo besedo tehnos, torej začetnica vsake te besede je potem sestavlja ime podjetja. In ena od teh je tudi estetika, oziroma dizajn, bi lahko rekli, ne. Nekoliko, ko sem to prebral, mi je bilo nenavadno, ne, ker govorimo le nenazadnje o delovnih strojih, ne, kjer bi nek laik rekel, tukaj pa dizajn ni tako pomemben, bolj je pomembna učinkovitost, ne, varčnost pri energiji in podobne stvari. Kako gledate na pomen dizajna v vlogi inovacij in seveda predvsem v vlogi prodaje potem na trgih? Dizajn je postal tudi v naši kmetijski branži en izmed ključnih, ker čedalje več je podobnih ali pa rečemo kljub temu konkurenčnih izdelkov in kako biti drugačen, se vedno sprašujemo in oči kupujejo, ne, in ko prideš ti na sejem, tam je ogromno proizvajalcev, mi ogromno prodajamo preko sejma oziroma tam delamo direktni marketing in ko prije stranka na naš prostor, mora biti ta stroj pa lepo izgleda, ne, in dizajn je v kmetijstvu od traktorja do vseh priključkov, seveda, funkcionalnost je na prvem mestu, ampak dizajn je kar hitro na drugem in pri nam praktično ni izdelka, ki ga naredimo, ki ga proizvajamo, da ne gre tudi skozi dizajnerske roke, ker pač moraš imeti neko rdečo nit svojih strojev, pa hkrati mora dobro izgledati. Se pravijo, ne, da ljudje kupujemo z očmi, ne, med drugim.
Gospod Anton, z izvozom ustvarite kar 90% vseh prihodkov, ne? Nastopate na 40 trgih, glavnina je seveda Evropa, pa vendarle vaše stroje lahko kupijo kupci tudi v Avstraliji, Kanadi, ne? Celo na Japonskem. Kako izbirate ciljne regije, države in kako se lotevate vstopa na nek nov tuj trg? V letih 2009-2010 smo dejansko začeli množično stopati na Avstrijo. Prvič, bilo nam je blizu, karakterno smo se zelo podobni, se pravi, je bilo to govorna jezik nam je domač, je bilo zelo enostavno. Se pravi, če mi se rekel, da avstrijski kmetje so zelo tehnični ljudje, kar nam je zelo hitro pomagalo z našim dobrim proizvodom. Zdaj, ko smo začeli stopati, je bilo jasno, da moramo imeti, da poti nazaj več ni. Samo naprej, se pravi, vsaka dobra beseda se veliko počasneje širi kot slaba. Vprej smo hodili na veliko tečajev, direktnega marketinga smo hodili, prebrali smo kar dosti literature, jasno je bilo, da se kuje železo, tako dolgo je vroče. Se pravi, takrat, ko začneš, imaš 80% možnosti, pol kasneje ti samo še 20% ostane. Ko smo se enkrat tega direktnega marketinga malo naučili, smo imeli prvi pogoj za vstop. Kot drugo, smo si dali na tako veliko obvezo, da se želimo in se bomo za vsako ceno probali umestiti v srednji cenovni razred. Se pravi, ni nam bil cilj nizkocenovni razred, ampak srednji. To je pomenilo, da smo od 10 obiskanih od začetka zaprli kar 8 vrat. Eni nas sploh poslušali niso, eni so dejansko rekli, ste predragi, eni so rekli, to nas ne zanima, ker niso videli velike prednosti, ne moreš ti prvi dan vso tehniko predstaviti. V drugem delu smo dejansko začeli z vsem intenzivno na teh trgih, kjer smo predstavljali vse našo inovativnost in počasi so se nam začele odpirati vrata. Kateri trgi so pa po vaših izkušnjah, na katerih seveda ste, najzahtevnejši? S kakšnimi izzivi ste se tam srečevali? Prvo, mi smo se držali tudi pravila. Prvo, preden smo šli na trg, smo želeli spoznati vse tiste podatke o državi, vse tiste podatke o pokrajinah, ljudeh in smo tudi prepotovali običajno državo, kamor smo vstopali. Hoteli smo spoznati in se naučiti, kako naj nastopamo, ker recimo Anglija je zelo drugačna od Avstrije, Poljska je spet drugačna od Avstrije, vsaka država ima svojo specifiko. In bolj, ko se navadiš, več, ko si na trgu, bolje, ko jo spoznaš, lažje ti je. No, menda ste pri kupcih v tujini tudi do 150 dni, na leto, kar je izjemno veliko, zraven pa ste menda tudi pri vsaki reklamaciji. Kateri so najpomembnejši vidiki, po vašem mnenju, pri vstopanju na tuj trg? Da podjetje pridobi prepoznavnost, neko zaupanje seveda, in da sploh začne tam poslovati. Zdaj, kvaliteti noben več nič ne govori. To je samo po sebi pomembno. Se pravi, to moraš doma tako stestirati, da boš jaz siguren, da tam ne boš padel. Kot drugo je konkurenčna cena. Mi se radi povemo, da znamo narediti dobro tehnično rešitev, kvalitetno izdelano po konkurenčni ceni. To je naš moto, ko traja že dejansko 15 let. Tega se zelo držimo. Velikokrat pazimo na to, kako pri konstruiranju, stalno pazimo pri konstruiranju, kako bomo zapeljali določeno stvar, se pravi, se v začetku vedno ne da, pa pol pride skozi izboljšave z mlado generacijo, ko ima spet drugačen pristop, z novo tehnologijo, ko ima spet drugačen pristop, pridemo do pocenitve oziroma boljših rešitev za cenejši denar. In to zelo privlači dejansko kupce, ne.
No, verjetno se s prodajo seveda ne konča, ne? Ampak je pomembno, da se kupce ohrani, da se ohranijo njihovo zaupanje, tudi z poprodajnimi storitvami. Kako pristopate k temu, ne? Predvsem z vidika tujih oddaljenih trgov verjetno ni tako enostavno te poprodajne storitve zagotavljati? Najlažje je prodati stroj. Najlažje je prodati prvi šleper, prvo odpremo, to je najlažje. Veliko kupcev se odločilo takrat na začetku, to ni problemov, ali pa nekaj malega, par strojev in potem vidijo, kaj se zgodi. Zdaj, sploh, ko govorimo na oddaljenih trgih, recimo Kanada. Ko smo mi začeli s Kanado, je rekel, ali pa Norveško, ali pa drugih, nas je vprašal kupec, če bomo dali kaj dodatnega rabata. Smo rekli, ne, mi vam ne bomo dali dodatnega rabata, vi se s to ceno naučite prodajati, dali bomo pa vse tiste komponente, za katere mi smatramo, da se težko vozijo z letalskimi prevozi, da boste imeli na zalogi in da boste lahko ukrepali. In se je to pokazalo kot ena zelo dobra zadeva. Namreč, kupec pozna partnerja takrat, ko pride do prvega problema. In takrat smo mi tudi že leta 2016, smo mi takrat bili začetniki na B2B portalu, kjer je lahko videl kupec vseh spozijske risbe, kjer je lahko videl, katere dele rabi in smo lahko hitro ukrepali. Zakaj jaz sam sodelujem pri vseh reklamacijah? Zaradi tega, ker nas je sam 131, drugič zaradi tega, ker je zelo pomemben odnos in hitrost reševanja, če že slučajno pride do reklamacij. Mi rečemo ne samo reklamacijam, ampak rečemo reševanje problemov in reklamacije. Ne? In skozi to dobijo partnerji zaupanje, da smo hitri, odzivni in da ima dejansko njihova stranka čim prej potreben rezervni del. No, gospod Urban, na globalnem in evropskem trgu želite biti drugačni in seveda prepoznavni. Marketing verjetno igra pomembno vlogo pri vstopanju na tuji trg. Potrebno je ustvariti prisotnost, potrebno je prepoznavnost in seveda predstaviti to dodano vrednost proizvodov. Kako ste se lotili trženja v tujini? Oče je že prej omenil zelo pomemben B2B, ne? Kako ste se tega lotili? Ja, dejansko, kot je že prej povedal, ne, oče, da vsak trg je specifika, ne? Vsak trg je malo drugačen, ampak če nekaj damo neko splošno stvar, je pa v bistvu na začetku, mi pridemo na nov trg, moramo, dilerjev, naših trgovcev še nimamo, prodajamo direktno prve stroje, da ja čim večje število, da mogoče v nekem okolišu ratamo prepoznavni, da ljudje zaupajo, da vidijo, aha, to je pa kvaliteten stroj. Potem v drugem delu iščemo malo večje partnerje, na začetku seveda sodelujemo z manjšimi, imamo željo, da sodelujemo tudi z večjimi in z manjšimi, in sicer, ker kmetijska mehanizacija se prodaja tako preko trgovcev, torej kmet ima v okolišu različne trgovce, ponavadi tam, če je zadovoljen s traktorjem, tam bi še kaj drugega kupil in če ti suportiraš tistim trgovcem in zagotavljaš neko kvalitetni izdelek za normalno ceno, potem si zraven. In to v bistvu, da en trg pride iz tega, da se ga lotimo, pa do tega, da v bistvu je trg razvit, pa da daje neke rezultate, traja 5-7 let, dokler nismo mi zadovoljni, ampak trg je živa stvar, ne? To ni nikoli končana zgodba. Zato smo tudi toliko tujini, ker obiskujemo partnerje in pomagamo na hišnim sejmi skupaj ali pa oni sodelujejo na sejmih, večjih sejmih, tam jim pomagamo, ker pač to je vedno tako, ne, biti doma je ena stvar, ko greš pa na pot in si pri njih, pa je pa 1000 nekih vprašanj vmesnih, ljudi navadiš in oni prodajajo, vsak trgovec ima v svoji paleti, prodaja več različnih produktov, prodaja pa tiste, ki jih bolj pozna, kjer ve, na koga se obrnati, ko je neka težava in če si ti tam, če si jim ti dostopen, oni bojo izbrali tebe. Ne?
No, to tudi potem, rekel, razloži, zakaj ste vsaj 150 dni na leto To je v bistvu v tujini, a ne? Ja, to je samo oče, to nismo cela. Ja, seveda, ja. Povprečen prodajnik je pri nas sigurno 40 do 60 dni V odhod. tujini. Družina še pa več. Eno zanimivost sem zasledil, in jo bom navrgel, menda, da kot prodajno orodje uporabljate včasih tudi veljamovko. Je to res? Ja. Povejte nam kaj več o tem. Biti drugačen. Kaj ponuditi našim partnerjem? Res je, da točno veljamovko, točno jo jaz, pa sem zelo škrt. Se pravi, hočem povedati, da zelo malce za dobro voljo, ja, ampak to je, da vidijo, da imamo Slovenci dobro pijačo, zraven, kjer je pa možnost, pa tudi režemo doma slovensko salamo. Tako da je to, da dva sta prepoznavne zadeve na naših sejmih, kjer je pač to mogoče, posod seveda to ni, kjer pa je, pa to delamo. Lepo. Torej, gospod Anton, če nadaljujemo, že v začetku sem omenil, trenutno je v Evropi kriza v gospodarstvu, marsikje občutijo to zelo močno, predvsem v avtomobilski industriji, trenutno kriza, kjer zaostajamo za ZDA, Kitajsko. Kako vi občutite to krizo? Vi ste tudi dobavitelj v industriji bele tehnike, avtomobilski karavaning industriji. Kako ta kriza vpliva na vas? Na to krizo smo dejansko, da je razlika med Ameriko, pa Kitajsko, pa Evropo se je začela kazati intenzivno se je začela kazati v letih 2017, 2015, 2017. Takrat smo že mi vedeli, kaj se bo zgodilo, kaj bo prišlo. Takrat smo mi zavzeli dejansko ukrepe, kako se temu suprotstaviti. Res je, da smo med leti 2002-2008 izvažali na Kitajsko sicer drugi program, vsako 3 mesece en kontejner, da smo se naučili, kakšni kupci so Kitajci, to prednost smo imeli, ampak jasno je bilo takrat nam postalo 2015, da Kitajce ne bo možno ustaviti in da oni bojo šli strahovito naprej. Se pravi, lahko se, ko smo tudi kupovala že opremo okrog, smo videla, da najboljši stroji po Evropi, ko so bili prodani, so bili izdelani, so dejansko šli na Kitajsko. Jasno je bilo, robotizirali so se dosti, jasno je bilo, da se bo Kitajci strahovito razvili. In zavzeli smo sklepe, kjer smo dodatne kredite, kjer smo se tudi mi začeli intenzivno, pospešeno avtomatizirati, robotizirati, in to nas je danes pripeljalo v situacijo, kjer se lahko suprotstavimo tudi cenejši kitajski konkurenci. Se pravi, kako se borimo? Mi trenutno nismo na trgu dvignili cen že v letu 2022. To nas, ampak smo še zmeraj pozitivni. To nas ohranja temu, da so naši proizvodi konkurenčnejši napram drugim azijskim proizvodom. Kot drugo nas uči, da postanemo tehnološko še bolj dovršeni, da našo tehnologijo, dobro tehnologijo še bolj izrabimo s pomočjo lastnega kadra, katerega imamo zelo dobrega. Se pravi, naš kader se je voljen učiti novitet. Vsaka noviteta, vsaka tehnologija je zahtevna. Veliko lažje je delati na starih tehnologijah, kot pa na novih. Če se to vzdušje v podjetju ne ustvari, je za podjetje zelo slabo. In vse to nas danes drži k temu, da se lažje suprotstavimo stalnim dvigom cen. Se pravi, naše moto je zadržati konkurenčno ceno, visoke cene niso kratkoročno rešitev, niso pa dolgoročno. No, zanimivo, pravite, da od leta 2022 niste dvigovali cen, kljub samo vmes je bila tudi energetska kriza, cene v Sloveniji energentov so še vedno izrazito visoke oziroma absolutno nad povprečjem in predvsem niso konkurenčne cenam v ZDA, Kitajski. Kako pa to, bom rekel, kako ste lahko odporni na te energetske šoke? Mi smo, to žal, nam je tukaj mogla država pomagati narediti infrastrukturo takšno, da bi imeli enake pogoje, kot ima Evropa, pa ko ima Kitajska in Amerika. Če bi samo Evropa za to poskrbela, potem se bo naše gospodarstvo začelo spet dvigovati. Zdaj, če mi dvigujemo naše cene,
bolj odpremo vrata ostali vzhodni konkurenci. Če mi naše cene zadržimo, pa počasi dejansko delamo z notranjim rezervami, kako dolgo bo pač šlo, potem mi si ne odpiramo vrat vzhodni konkurenci. Zdaj Evropa, ko misli, da lahko da bomo z dvigovanjem cen ali pa s carinami rešili zadevo, jaz mislim, da jo ne bomo. To je dvorezni meč. Pa investirali smo tudi v lastno elektrarno, praktično na vsaki možni strehi imamo elektrarno, torej to je to, kar smo mi lahko svoje strani naredili. No. Torej, da poskušate biti tudi samozadostni, ne, in tudi tukaj nekako stroškovno učinkoviti. Gospod Anton, vi ste ne samo izvoznik leta, uspešno proizvodno podjetje, razvojno, ampak ste tudi družinsko podjetje. Vaš sin Urban je, kot sem že prej dejal, vodja predrazvoja in naložb. V delo podjetja je povpeta celotna družina, tudi obe soprogi. Torej, vaša soproga, gospa žena Veronika in pa Vera, se opravičujem, tako. In pa dvakrat v. Tako, dvakrat v. In gospod Urban, tudi vaša soproga, gospa Veronika. Tako je. Kako ste si porazdelili te vloge v podjetju? Kdo je za kaj odgovoren? Predvsem ženski del ekipe. Ja, jaz smatram, da je to ena velika prednost, ker je žena zraven mene. To je v družinskem podjetništvu ena velika prednost. Se pravi, doma ni treba razlagati, kaj si delal, doma ni treba razlagati kup teh stvari, ker tako čuti, ker živi z podjetjem. Se pravi, veliko enostavnejše so potem tista tudi hitra potovanja, odsotnost za tole. Jaz mislim, da je to ključnega pomena za ohranjanje dobrega zakona, za dobre družine, da je žena dejansko bila od vsega začetka v podjetju. Zdaj, tudi zelo sem vesel, da se je tudi naša Veronika odločila za to, da je prišla v podjetje. Podjetje je imela fantastične druge službe, ampak je izbrala Tehnos, prej je že bila drugi, tako da je malo probala in je izbrala pol Tehnos in to se mi zdi, da bo lahko zelo držala desno roko tudi Urbanu, ker to podjetnik zelo rabi. Je pa bistvenega pomena tukaj to, da si razdelimo področja, da nismo vsi na vseh področjih. Se pravi, Urban je šel delno čez proizvodne zadeve, zdaj je dejansko v predrazvoju pa pomaga v investicijah, kjer je treba največ vlagati energije, kjer je treba popolne še brskati po literaturi, kaj pa kako. Se pravi, žena že od nekdaj vodi oddelek Nekovin, se pravi, je v bistvu ponovač vodja proizvodne, potem delno vse nabave za ta oddelek in tudi velik delež v prodaji. Se pravi, ima kontakt s kupcimi na tem področju. Kar se tiče pa Veronika, je pa dejansko bila nova pri nas, da le bo 2 leta, nekaj takšnega. Je pa dejansko na pravnem področju, ko smo bili prej čisto bosi, ker je pač magister prava in je zraven še pa pokriva kadrovsko in zelo aktivno vključena v računovodsko-finančni del, ker pač imamo tudi našo finančnico imamo staro, da bo šlo počasi v pokoj, tako tudi jaz. Torej nekako drži te zaledne funkcije, da delujejo. Katere izzive in prednosti vidite recimo pri družinskem podjetništvu? Družinsko podjetništvo moraš vzeti kot stil življenja. Kolikor ga ne vzameš, ne pojdi v to. Zdaj, že recimo moram reči, zelo pomembna je vzgoja otrok. Žena je skozi dobro vzgajala otroke, ni jih nikoli delala od podjetja, ampak v podjetje. Se pravi, če so drugi otroci pisali doma nalogo, naši jo niso, naši se pač popoldne v podjetje. Se pravi, šla je po otroke, pripeljala jih v podjetje, jaz dva sva delala, otroci so pač v podjetju pisali nalogo. Se pravi, zmeraj, ko smo kam šli, smo šli v živalski vrt v Stuttgart, samo nismo šli v živalski vrt, ampak smo šli tudi malo v živalski vrt. Tako da smo zmeraj združevali te stvari, podjetništvo pa družina. Zmeraj smo bili v avtu, zmeraj smo bili skupaj in to se je nam dobro obrestovalo. Se pravi, to ni moja naloga, to je naloga bila žene, ko je dobro upravljala. No, podjetje je dejansko del vašega vsakdana, vaše družine.
Verjetno morate biti, Urban, pri tem kar disciplinirani, ne? Bi rekel, pri tem razmejevanju službenih pa družinskih aktivnosti, da se na primer neko družinsko praznovanje, ki lahko zelo prijetno, ne sprevrže v nek strateški sestanek o prihodnosti podjetja, o nekih odločitvah. Kako pravzaprav usklajujete to družinsko pa poslovno pot? Pa jaz mislim, da so stvari pojma zelo prepletena, no, da bi rekel, da pazimo, no, nekaj posebej ne, no, ampak se veče neko praznovanje, ampak jaz sem s tem rastel, jaz sem to navajen in če prije kakšna ideja pa kakšna beseda na to potegne, ni problema, samo da potem se ne razvije v prehudo debato, ampak to je v bistvu povezane stvari in ključno je v tem, da več o tem razmišljaš in tu je lahko družinsko podjetje boljše od ostalih, ker v privatnem življenju mogoče se ti utrne kakšna ideja, kakšna misel, mogoče bi pa to lahko mi kje porabili in to je praktično na vsakem koraku, kamorkoli greš, razmišljaš te stvari, da si na kolesu, v hobiju, razmišljaš o teh stvareh in ne vem, jaz sem s tem rastel, no, pri nam iskreno povedano nekih jasnih ločnic nikoli ni bilo, ampak to so prednosti pa slabosti, imaš pa ogromno nekih izkušenj, nekih priložnosti, ki sem jih imel v podjetju, ki drugače mogoče ne bi nikoli imel. Jaz sem že kot strojnik prišel čisto z drugačnim predznanjem na fakulteto, ker so pač vse te stvari v praksi že videl. Ste že poznali? Tako, ker jaz pa moja sestra, ki smo v bistvu rasla v podjetju, smo se igrala v podjetju, tam to je bilo na igrišče. Zanimivo, drugačno otroštvo, ampak kljub samo to je naložba v prihodnost tudi. Fino je slišati, ker vas to ne obremenjuje, to je pomembno. Kako pa rešujete recimo situacije, ko so potrebne odločitve, pa za mizo imajo družinski člani različno mnenje, gospod Anton? Enostavno. Mnenja zmeraj morajo biti. Ko pride pa to preglasno, pač uporabim veto, jaz sem še direktor. To je jasno, da če nimaš mnenja, je zelo slabo. Pa nas mnenja imamo vsi, vsak svoje, še mogoče malo preveč. Ko pridemo do ene točke, jaz zelo rad poslušam, ampak eden se pa mora odločiti, eden pa odgovarja za to. In če ne gre, se pač reče, tako smo se odločili, gremo naprej in običajno ni problema, kaj se tega tiče. Ampak jaz tudi zdaj živim za dan, ko jaz več to ne bom delal, ko bom pa jaz sprejemal odločitve, se pravi, bo prišel Urban, ko bom pa jaz rekel, bom mogel pa jaz biti dejansko na koncu tih, pa reči, pa sprejeti njegovo odločitev, ker eden se mora odločiti, ne moramo se vsi, volana ne moramo vsi držati, to je pa nas znamo jasno. Včasih na lep način, včasih pa bolj glasen način, pa tudi gre. Važno, da je na koncu pot in odločitev. Imate morda družinsko ustavo, o tem se kar nekaj govori v družinskih podjetjih? Ja, na družinski ustavi praktično delamo. Veronika, moja žena, tudi dela doktorat iz tega področja. Družinska ustava, smo v fazi izdelave, je ena temeljna stvar. V bistvu v Sloveniji mogoče žal še ni čisto prepoznana, ker ni pravno formalno zavezujoča, je pa neka osnova. Tujina ima na tem ogromno več izkušenj, ker so naša podjetja relativno mlada. Če hočemo zadržati zdravo podjetje, je osnova, da naredimo družinsko ustavo. Namreč, če rečem, da jaz sem sam začel vizijo podjetja pisati v letih 90. 92. In vsaki skozi pišemo strategije, ampak večina teh stvari je zapisanih za mene pa za družino. Naši sodelavci, to se jih toliko ne zanima. Morajo vedeti, da mi plujemo, da imamo neko rdečo črto, da plujemo v pravo smer, da nismo dolžni, da dobijo redno plače, da vse ti, kar mora biti, da je vse to v nekem redu. In zato, da to tako plujemo, je moglo biti nekaj zapisanega. In ko prijemo pa do družine, so se pa zraven čustva. In je to zelo pomembno, da se čustva delijo tam, kjer je nekaj v ločnici, kjer pa so neka pravila zapisana. Se pravi, to je zelo enostavno. Če nekaj spreminjamo, pa če rečemo, to ISO zahteva, je to zelo enostavno sprovesti, zelo hitro se obrne, ljudje hitro razumejo in steče. Če bomo rekli, to je sklep nekega direktorja, je že veliko težje.
enako je tudi pri družinski ustavi. Če rečemo, da imamo zapisano, pa rečemo, tako smo zapisali, potem ni več dileme, tako smo zapisali. Čeprav, če hočemo spremeniti, ja pač moramo soglasno spremeniti, ne? In potem to velikokrat pomaga v tistih odločitvih, ko sprejde na rob, ko ne veš, kaj bi naredil, ne? Kateri so tisti ključni vsebinski elementi ali pa tiste stvari, ki se vam iz vaših izkušenj vodenja družinskega podjetja zdijo ključne, da so dorečene v neki taki ustavi? Sigurno delitev, delitev področji, pa odgovornosti za področja. Kot drugo, se pravi, konzultacija med sabo, se pravi, če nimamo enakega področja, ko jaz rabim, to pa nama kar dobro laufa, ko jaz rabim pomoč pri sebi, ga neformalno debatiramo o tem, pa mi on svoje mnenje pove, ko Urban rabi, mu jaz svoje mnenje povem. Se pravi, ta konzultacija je zelo pomembna, kot mogoče bi mogel dati pa na prvo mesto finance. Zelo pomembno je, da vsi v družini tudi vedo, da naš denar je naša plača. Vse ostalo, kar je od podjetja, v katerega pa vodimo oziroma upravljamo vsi in delamo v njemu. Se pravi, denar podjetja ni naš denar, to je denar podjetja, ko je zelo pomemben za to, da ostane podjetje zdravo. Še zadnje področje se mi zdi zelo pomembno, to so zaposleni, kadri. Menda so na vašo poroko, gospod Urban, z vašo soprogo Veroniko, prišli praktično vsi zaposleni s svojimi partnerji, partnericami, vse ste povabili. To kaže na neko pripadnost podjetju in neko pozitivno klimo. Kako to ustvarjate? Nenazadnje imate le tim 131 zaposlenih. Če že govorimo o tej odločitvi, je prišla zelo enostavno, kar se naju tiče, ker v bistvu jaz posebej sem med ljudmi vsak dan, sem v proizvodnji, sem v režiji, praktično vse posod hodim, skoraj vsakim govorim in za mene je sama odločitev, koga ja, koga ne, predstavljala praktično nočno moro in nemogoče odločitev, tako da pri nam je za mene bilo to normalna odločitev, da pač bojo povabljeni tudi zaposleni in imamo skupaj eno tako lepo zabavo, ker smo praktično, jaz sem z njimi več kot pa z marsikaterimi iz ožje družine. S tem se začela starša že z okroglimi obletnicami pred leti, ampak ta odločitev za najino poroko pa je bila praktično čisto najina, ker tako sem rekel, mi smo družina malce večja, ampak vsi smo skupaj. To kaže vsekakor na to, da imate neko to, kot sem rekel, pozitivno klimo, tudi odprto, z vidika mnenj, zelo vključujočo. Danes je za kadre zelo, bom rekel, jih je težko dobiti, vemo, da je pomanjkanje kadrov, sploh strokovnih profilov. Kako ohranjate, da so zaposleni z vami? Na kakšen način vlagate v zaposlene? Pač, ne vem, pri nam je odprto zelo pomembno, in ko nekoga nekaj teži ali pa ima neke probleme, pove. Naprimer, ni debate, če ima nekdo nek problem doma, pa zazvoni telefon, vzem ključe pa pej, ti sam povej, kaj moramo namesto tebe narediti oziroma kaj ne more počakati, ostalo pa pojde. In to potem tudi ljudje čutijo. Jaz nikoli ne rečem, to so naši zaposleni, pa rečem, to so moji sodelavci, ker delamo skupaj. In se mi zdi, da če si ti med ljudmi, če si dostopen, mogoče ne skozi, ker imamo ogromno sestankov, ampak po 3 uri dostopen, da mogoče kdaj tudi s kom spregovoriš kako privat zadevo za njega, pa komu kaj svetuješ, v bistvu s tem gojimo neko povezanost in praktično nekih težav z neko fluktuacijo mi nimamo. Mogoče bi še jaz dodal tole. Če od vsega začetka se zavedamo, da en sam daje samo eno silo in ima samo 2 roke. Več ljudi ima več rok in daje veliko večjo silo. Se pravi, če hočeš nekaj premakniti, rabiš vsaj par rok. Zdaj, kolikor se zavedaš tega, da si sam kot direktor, kot lahko si lastnik, karkoli, si dejansko samo en člen verige, da pa dejansko veriga postane, rabiš pa zelo veliko členov. Ko enkrat to dojameš,
Se pravi, znaš ceniti, da samo dober tim sodelavcev bo ustvaril dobre rezultate. Brez dobrih rezultatov pa ni podjetja. Se pravi, naša največje bogatstvo so brand, se pravi ime, katerega zelo, zelo pazimo, in dejansko sodelavci. To je pa druga stvar, zato tudi mogoče imamo malo drugačen pristop, mogoče bom rekel, da tudi pri nas na vse te letne srečanja, piknike, potem novoletne zabave prihaja običajno zmerom veliki procent, tudi čez 90% ljudi. Spomnim se korona cajtu, ko nismo se mogli družiti. Ko sem bil veliki učitelj, so rekli, vse znate narediti, nas pa ne morete na avtobus naložiti, pa nas v Romuniji pa ladje, bilo imeli tam piknike, celo to se mi vse pa sprostilo. Ne. Nismo mogli zdržati, ker nismo imeli piknika, ker je bilo vse zaprto. No. In potem smo ga imeli pač jeseni takrat. No. To je zelo lepo slišati, ne, da imamo tudi tako dobro prakso na področju kadrov. Očitno so zaposleni oziroma vaši sodelavci zelo pripadni in to je vsekakor pohvalno. Pri koncu smo, morda gospod Anton in Urban, glede na to, da smo v podcastu Poslovni nasveti, če naš tale bogat pogovor združimo v 3 nasvete za naše podjetnike, ki nas poslušajo in gledajo, kaj bi bili 3 vaši nasveti za družinske podjetnike pri upravljanju tovrstnih podjetij in morda, gospod Urban, vi pa 3 nasvete za uspešen prodor na tuje trge. Pa mogoče začnimo pri vas. Torej, prvo je dodelan produkt. Dodelan produkt, to pomeni stestiran, preverjen, ker ko enkrat, ko stopiš na tuj trg, tam pa vratka ni, tam si. In takrat se mora tvoj produkt odzvati, mora dati tisto, za kar je namenjen, in to je ena ključna stvar. Ne iti na tuj trg brez dodelanega produkta. Drugo bom rekel, mogoče ta naša fleksibilnost, dostopnost, praktično to nam daje naš kot Slovencem en tak veliki plus, da smo dostopni. Mi se usedeš v avto, greš tja, se pogovarjaš, ne bežati stran od problemov. Marsikdaj ena pot, ko se mogoče zdi nesmiselna ali pa potrata časa, pot k kupcu reši 1000 mogoče prihajajočih problemov, ki jih potem sploh ni. Tretje bom pa rekel, praktično na začetku se je treba pred izvozom odločiti, na kateri cenovni razred oziroma kje si, kje boš, in potem ne od tega odstopati, tudi če predvsem na začetku nekdo od tebe pričakuje, ja pa sej bi pa moglo biti cenejše, ne, pa sej ste pa novi, pa to ne. To postaviti se na trgu, pa stati za tem, in na koncu tudi čez čas, ko pridejo mogoče kakšni uspehi, tudi se zavedati, da mogoče nek skok med nivojem cen ni kar tako možen. Mi smo se odločili za srednji cenovni razred, torej dobra kvaliteta v zmernih cenah, in za tem stojimo, in da to dosežemo, ogromno vlagamo, in pač to je za mene bistvo. Evo, gospod Anton, ne bo vaša zaključna beseda. Urbano bi še sam treba dopolnil za našo parolo, ker rečemo, če zmorejo drugi, zmoremo tudi mi. Prav, Berlinski zid je nemogoče bilo preplezati, če si vedel, da je 6 metrov visoki. Če si ga predstavljal dejansko, da je meter, da je pa meter visoki, potem si ga miselno predstavil, in ko si ga enkrat miselno lahko preplezal, potem je to šlo. Se pravi, treba ogromno neke volje, ogromno neke odločitve, se pravi, strajnosti, trme, da pač gre, če drugi zmorejo, zmoreš tudi ti, in ko se enkrat to poveš sam sebi, se rešijo sigurno 60% tistih prvih ovir. Pa pač gre. In če zaključiva še s 3 nasveti za družinske podjetnike? Kot sem že prej povedal, jaz zelo pozdravljam to, da dela žena zraven v podjetju. Treba je bilo dati, takrat, ko smo se odločevali, kam bi jo dali, bi dali komercialo ali bi dali kam drugam, smo se, hvala Bogu, zelo pametno odločili, da smo dali pač v proizvodni del. In nismo stalnih 8 ur skupaj, se pravi, imamo vsak svoje področje, vidi pa se velikokrat samo normalci, bi ta prvo rekel to. Se pravi, ločiti področja, kjer bo delati družinski člani. Se pravi, čim bolj morajo biti, naj bojo svoje področje, naj bojo
z jasnimi merili. Zdaj, kot vemo, štejejo na koncu samo številke. Številke je treba prikazovati, se pogovarjati o njih in na podlagi tega delati izboljšave. Sam način, kar se doma tiče, in kar je Urban rekel, recimo probati voditi politiko, da zvečer, ko prideš domov, se pač to več ne pogovarjaš. Da je tista večerja, da je tisti del še ostane kot nek dan, to pa pustiš za drug dan in ponovno začneš o tem delovati. Super. Seveda mora ostati čas tudi za družinsko življenje, zato da imate potem energijo za naslednji dan in poslovne izzive. Gospod Anton, gospod Urban, hvala lepa za tale pogovor. Mislim, da je bil zelo bogat in koristen tudi za naše gledalce. In seveda uspešno delo tudi naprej in se srečamo v kakšni drugi priložnosti. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Nasvidenje.